Kdo je odgovoren za večanje neenakosti med ljudmi po svetu? Kdo bi moral ukrepati? Ali verjamete, da politike želijo doseči resnično enakost? Enakosti v naravi nikoli ni bilo in nikoli ne bo. Zato teženje k neki uravnilovki so poskušali že boljševiki in potem komunisti, pa vidimo, kakšen je bil rezultat. Ja, torej jaz verjamem, da želijo doseči enakost, vendar se povsod seveda pojavlja ta problem bogatih in revnih. Na vsak način so demokracije najvišjega nivoja in pa bogate države tiste, ki so odgovorne za situacijo, ki so najbolj odgovorne za situacijo na celotni zemeljski obli. Mednarodna skupnost je seveda kriva za to, politiki pa poskušajo biti pragmatični, ampak mislim, da vseeno gledajo koristi lastnih držav, lastnih narodov. Pozabljajo pa, da smo vendarle globalna vas in da smo povezani in da eno na drugo vpliva, če ne zdaj, pa malo pozneje. Ne vem, mislim, da je to bolj na samih ljudeh, da bi dosegali to enakopravnost. Pač vsi se bojijo nekih novosti, tujcev, prišlo, mislim, da je to med samimi ljudmi treba tako prvo začeti odpravljati te stvari. No, vprašanje je trojno. Zdaj na etični ravni je prav gotovo sebičnost tista, ki veča razlike med ljudmi, solidarnost se zmanjšuje. Politika bi seveda morala bistveno bolj poskrbeti in veliko bolj iskreno za to, za reševanje problemov, sicer bo pa globalizacija po mojem naredila svoje. Se bodo dvignile tudi tiste deprivilegirane množice. Konec koncev jih bo trg silil to. Jaz se bojim, da smo stopili v tisto obdobje, kjer je zasledovanje izključno lastnega bogatstva ali pa materialnih dobrin pripeljalo do tega, da smo dali človeški faktor preveč v ozadje. No, veste, politiki so zelo različni ljudje, govorimo o različnih državah in politikih v teh državah, govorimo o različnih politikih znotraj ene države. Tako da seveda tudi pri politikih gre pogosto za neke osebne interese, uveljavitve v političnem prostoru in seveda je tukaj dostikrat precej zamegljevanja, govorjenja enega in početja drugega. Ampak to so znane stvari. Dejstvo pa je, da bi mednarodne organizacije, ki obstojijo, morale verjetno biti tiste, ki bi pravzaprav utrjevale pot nekim človeškim politikam, če hočete, in dobrim praksam. Vsekakor je tukaj Organizacija združenih narodov, vsekakor je tukaj Svet Evrope, ki se ukvarja predvsem s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami ter z vladavino prava. Moramo vedeti, da ravno vladavina prava je na teh področjih zelo pomembna stvar. Potem imamo seveda tudi OVSE in še druge mednarodne organizacije in integracije, ki lahko in bi morale imeti te probleme pred očmi in ukrepati. Resnična enakost v politiki je zelo uporabna krilatica za ohranitev oblasti. Jaz mislim, da romantičen vstop in romantična perspektiva na politiko je nezdrava, predvsem za nas volivce, je pa tudi smešno za same politike v končni fazi. To je kriv za neenakosti. Ja, prvenstveno je to seveda znotraj logike kapitala, ki je do velike meri celo legitimna, vendar je, če mene vprašate, je premalo artikulirane, natančne, vsebinske, civilne opozicije tej logiki, ki je začela prevladovati na strahovito generalni ravni, celo pri intelektualcih, razumnikih in tako naprej. Resnično, enakost se mogoče zagovarja načeloma zelo vehementno, še posebej pred volitvami, ko je pač potrebno to resnično enakost udejanjati, pa ni tako dobre volje, kot je ponavadi videna iz tak retoričnih nastopov. Konec koncev že slovenski parlament je potrdil to, ko je z tako lahkoto sprejemal zakon o mednarodni zaščiti, ki mislim, da je diskriminatorno še več tudi ustavno sporen.
parametrov je tukaj ogromno, ne? Globalizacija ni tista, ki je edini odgovor. Ampak družba bi morala, ne, če bi hotela svojo humanost uveljavljati, zastopati in živeti, biti senzibilna prej do manjšin kot do kogarkoli drugega. Pa mnogi politiki želijo resnično enakost zase. Sam pa mislim, da bi morali storiti vse, da bi živeli ljudje vseh narodnosti in ras v nekem solidnem, sporazumnem svetu, ki bi dajal vsem enake možnosti. To seveda je zaenkrat še utopija, ampak sam bi se zavzemal za to pot. Ja, to bi pa rekel, da pravzaprav smo vsi odgovorni, vsi, ki živimo na tem planetu, da bi nam, vsem ljudem bilo dobro, šlo dobro, da bi imeli lepo prihodnost. In vidimo, da razlike so obstajajo, nažalost bodo tudi v prihodnje. Vsekakor pa največja odgovornost na reševanju te problematike sloni na politiki in smo res lahko velikokrat razočarani, da niso vsi politiki si pri določenih zadevah enotni, saj formalno so, pa lahko velikokrat ugotovimo, da se je določen pereč problem tudi velikokrat zaradi politikov ni rešil.